Posledice gospodarske krize se iz finančnega sektorja in gospodarstva zamikom selijo tudi na področje sociale. To najbolj opažamo, kot je bilo danes že večkrat omenjeno, da se iz dneva v dan povečuje število brezposelnih in tudi tistih, ki prejemajo denarno socialno pomoč. Po podatkih Umarja je v drugem četrtletju 2009 ponovno upadlo število delovno aktivnih prebivalcev, število registriranih brezposelnih pa je naraslo skoraj za polovico več kot lani. Tako je konec avgusta bilo zabeleženih 88.106 brezposelnih. Obetajo pa se nam tudi nov val brezposelnosti, tako Mura, ne vemo pa še tudi kaj bo s Gorenjem in še ostala podjetja. Znižanje kupne moči prebivalstva je še dodatno poslabšalo položaj tistih, ki prejemajo najnižje dohodke, kar se odraža tudi pri povečanem številu denarnih socialnih pomoči. Medtem ko je bilo avgusta 2008 37.777 upravičencev, jih je danes 10.000 več in ob tem se je povprečna vrednost prejemka iz lanskih 240 evrov znižala na 231 evrov. Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve je v tem obdobju predlagalo nekaj rešitev za rešitev gospodarske krize in dva interventna ukrepa oziroma zakona, ki bi naj omogočala ohranitev delovnih mest. Napovedovalo je spremembe zakona o zaposlovanju in zavarovanju za brezposelnost, okrepitev programa aktivne politike zaposlovanja, povečanje javnih del, sprejem zakona o uveljavljanju in pravic iz javnih sredstev in poseben zakon o enkratnem dodatku za najbolj ogrožene skupine prebivalstva. Nobenemu iz najavljenih ukrepov ni mogoče očitati, da ne bi prinesel pozitivnih rezultatov. Žal pa so bili sprejeti prepozno, nekateri še sploh ne, in precej na pamet, kar dokazujejo tudi rezultati. Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa je začel veljati januarja, vendar je vsebinsko nedodelan, kajti ne vsebuje točnih kriterijev za dodelitev subvencij in subvencije so vezane tudi, subvencije same niso vezane na izobraževanje delavcev v delovnem procesu. Subvencije niso vezane niti na panoge, niti na regije, ker vemo, da bi bilo to danes nujno potrebno. Med prejemniki so pa večinoma tisti, ki so že do sedaj dobivali subvencije. Ker se je podaljšala tudi doba možnosti dobitve subvencije, bo zakon protikrizno deloval, se bi naj deloval več, kot je potrebno, celo do leta 2011. Za izvajanje je bilo namenjenih 234 milijonov evrov, realizacija oziroma dejansko izplačanih avgusta pa je bilo 15 milijonov evrov. Zakon o delnem plačilu povračila plač je začel veljati julija, sicer je nadomestil napako prvega, daje možnost izobraževanja in znižuje strošek plač delodajalcem, vendar tudi ta ukrep je ne protikrizen, kratkoročen, ampak dolgoročen do leta 2011, kar pomeni, da bo povzročil negativne posledice predvsem za razvoj samih podjetij. Za izvajanje tega ukrepa, ki bo trajal do leta 2011, je predvidenih 108 milijonov evrov in 12,5 milijona evrov za izobraževanje. Do konca avgusta ni bilo še nič izplačano. V letošnjem letu je bil tudi spremenjen sam program aktivne politike zaposlovanja. Glede na povečano stopnjo brezposelnosti so se tudi zelo povečala sredstva za aktivno politiko zaposlovanja, vendar težava je v tem, da gre za zelo razdrobljene programe in da se večinoma financirajo iz evropskih sredstev, kar še zmanjšuje njihovo učinkovitost
kar je omenil tudi kolega, tudi, da se sredstva iz Evropskega sklada zelo počasi koristijo. Pozdravljen je program v samem APZ-ju samozaposlovanja, vendar je napaka v aktivni politiki zaposlovanja v tem, da ti, ki se prijavijo na samozaposlovanje, ne izobražuje, kako postati podjetnik. Vemo, da v današnjem času podjetnik potrebuje dodatno izobrazbo in se bojimo, da jim odgovorno vodenje lastnega podjetja ne bo dalo ustreznih rezultatov. Ocenjujemo, da je vlada z ukrepi na področju trga dela in na področju ohranjanja socialne varnosti posameznikov aktivna predvsem na smeri zagotavljanja zadostne višine sredstev. Tako kot na vseh področjih so tudi na tem področju, kot smo že omenili, ukrepi zamujali, predvsem pa vsebinsko niso bili dodelani. Ocene o pričakovanih rezultatih pa so preveč optimistične. Sprejetih je bilo tudi nekaj rešitev, ki so bile ostro kritizirane v času naše vlade in jih je tudi naša vlada predlagala. Zakon o enkratni socialni pomoči. Slaba stran tega zakona je, da se pri tem zakonu ni preverjalo premoženjsko stanje posameznikov. Ker je bil sprejem zakona o subvencioniranju delovnega časa sprejet po nemškem modelu, bi lahko Nemčijo posnemali tudi pri nekaterih drugih podatkih za reševanje krize. Med drugim predvsem po črpanju sredstev iz Evropskega globalizacijskega sklada, ki ga je poleg ostalih skladov posebej za reševanje brezposelnosti ustanovila Evropska unija. Kot primer ob zaprtju tovarne Nokia so iz tega sklada prejeli sredstva za 1300 odpuščenih delavcev. Še kako bi nam danes prišel ta sklad prav, če bi ga vlada predstavila Muri in ostalim podjetjem, ki so v podobni situaciji.